Med vsem tem, ki se pa mi tle zavebavamo, se pa na Hrvaškem dogaja incident. In to mednarodni incident, ki grozi politični stabilnosti celotne regije, ter znova podžiga napetost med Srbijo in Hrvaško. Razlog za vse to je? Predsednica Kolinda Grabar-Kitarović se javno opravičuje, ker je otrokom v dubrovniški šoli delila srbsko čokolado. Ja, hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je svojim pionirčkom, kot kakšen Tito, delila svoje fotke s podpisom, podarila pa je tudi vsakem po eno čokolado, ki so bile narejene v Srbiji. In to je škandal bibličnih razsežnosti. Zdaj, če vprašate hrvaške otroke, je bila čokolada tako dobra, da so obliznili vse 3 prste. Zdaj, pri vsaki takšni zabavni aferici mora vpleten politik dobiti nadimek. Se strinjamo? Naš prezident je bil recimo nekaj časa kotalkar, bobnar, za vekomaj bo ostal Miška Mala, to je res. Ampak tudi Kolinda si zasluži nekaj takšnega, ne? Pravična kazen za ta poceni politični populizem je vsaj to, da ima Grabar-Kitarovićeva zdaj na Hrvaškem nov posmehljiv vzdevek. Čokolinda. Čokolinda Grabar-Kitarović. Lušen vzdevek, ne? Ampak lahko bi bil še boljši. Lahko bi jo klicali Kolindor. Tudi to bi šlo. Ali pa Kit Katarović. Ne vem, Milka Tarović. Ali pa saj Tudžmaner. Tudžmaner. Etnično najbolj čista čokolada. Sprijaznite se, Hrvati. Naš predsednik ima boljše fere kot vaša čokoladna blondinka. Pa še lepše je. A si predstavljate Pahorja, ko otrokom deli svoje fotke pa sladkarije, kot kakšen Prešern? Hej, jaz si ga. Celo več. Sem prepričan, da se tolče po glavi, ker se tega ni on prej spomnil. Naslednjič bo šel en vrtec, bo mulariji delil svoj uokvirjen akt, ono pokalico za v usta. V glavnem, ker se za politika spodobi, se je Čokolinda takoj opravičila. Hrvatska predsjednica mora promicati hrvatske proizvode, to se više neće dogoditi. Mi smo već napravili istragu što se dogodilo, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode. Če vprašaš otroke, ne bi imeli nič proti. Ti kar pošilj nove čokolade, dej. In hrvaške izdelke jim boš pošiljala. Kaj se pravi, Gorenko? Ta je zih boljše, kot vsaka vaša šečerna tabla. Tehnično je hrvaški izdelek. V bistvu bi lahko otrokom delila šumi bombone. Fru. Koliko to jim da izrav? Ni take pol slovenskih firm hrvaških. Dejstvo je, narod, da je samo na Balkanu možno, da sladkarija povzroči diplomatski incident. Ne poznamo še nekaj podobnih primerov. Recimo kubanska Tofife kriza, ki je svet pahnila na rob atomske vojne. Se spomnite tega? Zdaj, tisti z dobrim spominom se mogoče spomnite tudi iranske krize, ko je Homeini ugrabil kamion Tobleronov. A spomnite to? Okej, pa je res taka razlika med hrvaško in srbsko čokolado. Srbski novinar je v akcijo poklical eksperta. Ajde da probamo čokolade. Ovo je ova iz Srbije, kako je? Jako fina. Ne, dobro, ajde probamo od ove druge vrste. Da vidim, probaj tu. Da odmoniš. I ova je isto ukusna. Čokolada je čokolada. Od vsake lahko dobiš diabetes. In kaj smo se mi naučili? Kolinda ne bo nikoli Tito. Predvsem zato, ker nima žirafe. Drugič, populizem je butast in neučinkovit, razen če si Pahor ali pa Trump. In tretjič, ljudje očitno res rabijo hobi, če začenjajo vojno zaradi čokolade. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas poglejte na Planet TV. Po pameti!